Kakšen je bil pa odnos Kitajske do razpada Jugoslavije in osamosvojitve Slovenije, glede na to, da samo odločno brani stališče ene Kitajske? Res je, v Pekingu so, ko je začela razpadati Jugoslavija, so se zelo zamislili in so rekli, storiti moramo vse, da ne bo se zgodilo tudi pri nas nekaj podobnega, kot se je zgodilo v Rusiji, v Sovjetski zvezi in kasneje tudi v Jugoslaviji. In moram reči, da tam na univerzah na Kitajskem danes do potankosti podrobno študirajo, zakaj je razpadla Sovjetska zveza in zakaj je razpadla Jugoslavija. In prišli so do ene ugotovitve, da je razpadla takrat in ena in druga država, ko je prišlo do federaliziranja komunistične partije in ko je komunistična partija popustila nacionalističnim pritiskom. In zato to je njihova glavna zdaj ugotovitev in zato so oni nadaljujejo z centralizacijo pod vodstvom komunistične partije in ne popuščajo prav nikakršnim nacionalizmom, ne samo izven partije, tudi v partiji je to zelo jasno določeno, da se nacionalnega vprašanja ne tika, ker na Kitajskem je 56 narodov in če bi to odprli, ta država razpade. Iz tega zornega kota, tako so oni tudi doživljali, ko je prišlo do razpadanja Jugoslavije, so gledali, kaj se bo zgodilo in so oni dolgo časa niso vedeli, kaj storiti, še posebej, ker je leta 1989 prišlo do nemirov tam v Tiananmenu na trgu nebeškega miru, kjer je prišlo do tistega znanega hudega pokola, in oni so ocenili, da se je začel poskus, za katerim naj bi stale zahodne države, predvsem ZDA, poskus neke barvne revolucije, to pomeni poskus kontrarevolucije, da bi tudi komunistično partijo Kitajske zrušili z oblasti, da bi prišlo do nekaj podobnega, kot se je zgodilo v Sovjetski zvezi. In z tega zornega kota so oni potem zelo previdno gledali, kaj se dogaja na področju Jugoslavije in so bili zelo previdni. Ampak potem, ko so pa ugotovili, da so vse evropske države in tudi Združene države Amerike in Nova Rusija priznale neodvisno Slovenijo in te republike, ki so nastale, so se pa tudi oni odločili za to, da bodo vzpostavili diplomatske stike in tako je 3 tedne potem, ko so Združene države Amerike vzpostavile diplomatske odnose s Slovenijo, so priznali neodvisnost Slovenije diplomatsko tudi v Pekingu. In to je odprlo, oni so bili zadnja velika sila, ki je priznala Slovenijo, to je ena od 5 sil v varnostnem svetu, ki ima pravico do veta, in ko se je to zgodilo, je bilo jasno, da bo Slovenija sprejeta v svetovno organizacijo. To pomeni, da Kitajska v zadnjem obdobju vendarle imela en določen, zelo močan vpliv tudi na Slovenijo, ker brez kitajskega priznanja nas ne bi sprejeli v Združene narode, ker imajo oni tam v varnostnem svetu pravico do veta. No, te odnosi so se potem razvijali, moram reči, relativno ugodno. Prišel je celo na obisk kot zunanji minister Rupel v Peking in moram reči, da je bil Rupel doslej edini zunanji minister Slovenije, ki je obiskal Peking, kar je seveda svojevrsten škandal, ker Kitajska postaja druga svetovna velesila v vseh pogledih in mi praktično nimamo nobenih posebnih odnosov. Mi smo člani skupine 17+1, to so 17 centralno in vzhodnoevropskih držav plus Kitajska, ampak kakšnih posebnih odnosov pa nimamo. Mi smo se praktično zdaj povsem navezali na Združene države Amerike, smo v neke vrste odvisnem odnosu od Združenih držav Amerike. Amerika je postala pa glavni kitajski nasprotnik in to seveda vpliva tudi na sodelovanje med Slovenijo in
Kitajsko in tudi mi nismo preveč naklonjeni kitajskim investicijam. Treba je seveda tukaj poudariti, da recimo sedanja vlada je blokirala recimo to, da bi Huawei ustanavljal to mrežo 5G in bil bolj prisoten v Sloveniji, je pa kitajska vlada javno izjavila, da odnos neke države do Huaweia bo odločal tudi o političnih odnosih med Kitajsko in tisto dotično državo. To pomeni, mi imamo, moram reči, relativno odnose imamo, ampak moram reči, da so relativno slabi. Še posebej se je pa to poslabšalo potem, ko je pred parimi meseci predsednik vlade Janša označil Tajvan za državo, ko je napovedal, da bo Tajvan v Ljubljani oziroma v Sloveniji vzpostavil svoje diplomatsko oziroma gospodarsko predstavništvo, in to je pomenilo direktni napad na politiko ene Kitajske, saj tako so ocenili v Pekingu, in prišlo je do bistvenega poslabšanja odnosov. Zdaj se je sicer Slovenija malo oddaljila od tega, ne bo več to politično predstavništvo Tajvana, bo samo gospodarsko, ampak ne glede na to, mi smo prišli v skupino držav, ki jih v Pekingu štejejo za države, ki so najbolj naperjene zoper kitajsko politiko. Omenili ste to izjavo predsednika vlade Janše glede Tajvana, ne? Ali lahko ima ta izjava podobne posledice, kot jih je imela za Litvo, v primerjavi odnosov med Kitajsko in Litvo, ne? Nenazadnje gre za besede predsednika vlade tik pred iztekom mandata, ne? Ali so Kitajci v tem smislu zlopamtile, ali kako naj bi rekel, ne? In bo morala Slovenija na nek način plačati ceno, kot jo sedaj potihem plačuje v primeru zdaj zaradi izjave o Trumpu in Bidenu, ki si je tudi privoščil, kot ste že omenili, premier Janša. No, kitajska diplomacija deluje na dolgi rok, konec koncev kitajska državna tradicija je stara skoraj 6000 let in oni delujejo tako kot Vatikan na dolge proge, ne na kratke. In to, kar je sedanja vlada naredila, to je neka vrsta oscilacije. V Pekingu čakajo na to, kakšna bo nova vlada, kakšen odnos bo nova vlada imela, in potem bomo šli naprej ali pa nazaj v odnosih z Ljudsko republiko Kitajsko. Namreč Kitajci so zelo pragmatični in oni poskušajo pokazati prav z odnosi, dobrimi odnosi z malimi državami, da se ne obnašajo kot velika sila oholo, ampak da priznavajo tudi interese malih držav. In moram reči, da stališče Slovenije, jaz mislim, da je v nacionalnem strateškem interesu, da imamo dobre odnose ne samo z vsemi sosednjimi državami, ampak predvsem z velikimi silami, in v tem pogledu bi morali imeti mi absolutno dobre odnose tudi z Ljudsko republiko Kitajsko. Mislim, da je Slovenija premajhna, da bi se začela ukvarjati z reševanjem nekih globalnih strateških vprašanj, posebej kot je za Kitajsko vprašanje Tajvana, zato ker Tajvan je za Kitajsko vprašanje življenja in smrti. Tako na Kitajskem gleda na to vprašanje, in mi smo jih zadeli v najbolj bolečo točko. In to bi morala katerakoli vlada je na oblasti in bo na oblasti upoštevati in predvsem skrbeti za to, da bomo imeli mi absolutno dobre odnose, tudi po gospodarski plati, in slediti evropski politiki. Ni treba, da smo mi en korak ali pa dva pred evropsko politiko, mi moramo voditi politiko, ki je sprejeta s konsenzom na evropski ravni. Ali je Kitajska v nekih posameznih obdobjih, teh zadnjih 30 let, vendarle računala, da bo Slovenija ena od tistih izhodišč za njen nastop na prodor v Evropsko unijo? Mislim tukaj na letališče, na Luko Koper, ne?
In kakšno vlogo ima v tem smislu v kontekstu recimo nakup Gorenja? No, jaz mislim, da Kitajska je računala, da bo prišla, da bo bolj prisotna. Bili so tudi načrti z Luko Koper, ki so se potem podrli. Jaz se spomnim, ko je bil predsednik vlade Miro Cerar na obisku v Pekingu, on jim je direktno rekel, dajte se zanimati za Luko Koper, mi smo vam naklonjeni, če boste ustrezali našim kriterijem, ni nobenega razloga, da ne bi vi preko Kopra. Ampak takrat se je že vedelo, seveda, da se je Slovenija opredelila, da bo Luka Koper naša strateška točka in da mi Luke Koper v nobenem primeru ne bomo prodali komerkoli. Skratka, tukaj je prišlo do prvega, bom jaz rekel, kratkega stika, ker smo mi za nekaj Kitajcem obljubili, potem pa nismo in so uresničili tega in so se oni potem preselili iz Kopra v Trst. Čeprav je zdaj ta ideja zaradi Ukrajine, zaostrovanja ameriško-kitajskih odnosov, tudi vprašljivo, ali bo tudi v Trstu prišlo do tistega, kar so hoteli uresničiti Kitajci, to je, mislim, zelo zdaj negotovo. No, ampak dejstvo je, da mi smo Kitajsko dali na stranski tir, no in Kitajci so poskušali tudi in se nam bolj približati in povečati investicije, dokaz je Gorenje, ki so ga rešili, če ne bi Kitajci kupili Gorenja, bi Gorenje danes propadlo, tako kot je propadla Iskra in drugi slovenski velikani, ki smo jih imeli, in oni poskušajo sedaj Gorenje izkoristiti, seveda prvič, zato da so dobili neke vrste tehnologije, ki jih je imelo Gorenje, drugič pa kot vstopno točko za evropsko tržišče, tako da to njim absolutno koristi. Je pa vendarle treba je, kar zadeva Kitajsko, poudariti, da s Kitajsko ni mogoče vzpostaviti dobrega gospodarskega sodelovanja, če nimaš korektnih političnih odnosov. Tukaj smo pa mi seveda v tem trenutku na točki nič in jaz mislim, da nova vlada, katerakoli bo morala obnoviti, jaz mislim, ene dobre politične odnose s Kitajsko, če hočemo vzpostaviti tudi gospodarsko sodelovanje. Zakaj? Ker Kitajska mi praktično, tako kot Evropa, uvažamo in za nas je veliko, mnogo več uvažamo, kot izvažamo, je pa kitajsko tržišče za nas absolutno zelo pomembno, še posebej zdaj, ker se bo zaprlo očitno rusko tržišče, ker Rusija bo zdaj po tem, kar se bo zgodilo v Ukrajini, gospodarsko obubožana država in bomo rabili neka nova tržišča in tukaj je Kitajska. Kitajska je še naprej v vzponu, jaz mislim, da je to eno da bo to morala kitajsko tržišče postati eno od prioritet tudi Slovenije in na tem področju, jaz mislim, bo treba več storiti, čeprav se mi zdi, da naši gospodarstveniki delajo napako, ko se poskušajo plasirati na kitajsko tržišče. Zakaj? Ker mi gledamo na Kitajsko kot celoto. Mi smo pa tako majhni, 2-milijonska država. Vi imate na Kitajskem, meni se zdi, da je 100 mest, ki imajo 2 milijona prebivalcev. Mi, če se plasiramo, osredotočimo samo na eno mesto z 2-3 milijona prebivalcev, pa tukaj, da smo glavni, smo zadostili vsem našim potrebam, ne pa, da se soočamo, poskušamo plasirati na Kitajsko, ker absolutno nimamo takšnih količin, ne vina, ne hrane, nič, kar izvažamo. To pomeni, no in tukaj jaz mislim, da je da bi moralo biti to ena Kitajska, ena od prioritet našega sodelovanja, ker Kitajci so pripravljeni sodelovati in Kitajci za razliko od drugih sil se ne vpletajo v notranje zadeve. Kitajci seveda se ne vpletajo v naše zadeve, pričakujejo pa, da se mi ne bomo v njihove zadeve in da ne bomo mi se postavili na stran, recimo, da bomo priznali neodvisnost Tajvana, a česarkoli. Za njih je Tajvan notranje politično vprašanje. Se pravi, ne morete reči, da bi se Kitajska vmešavala v Evropsko unijo, recimo na podoben način kot Rusija, da bi države delila, da bi lažje uveljavljala svojo politiko?
No, jaz mislim, da saj doslej to ni bil primer, Kitajci praktično nimajo takšnih odnosov, mogoče imajo zdaj, zaradi ukrajinske krize so se malo bolj zbližali z Srbijo, to je edina država, imajo pa relativno dobre odnose z Madžarsko, tudi Poljsko, Češko, zdaj imeli so tudi z baltskimi državami doslej, ampak potem se je to spremenilo zaradi Litve in Tajvana in jaz mislim, da so tukaj zadaj spet Američani. Američanom pa tudi Bruslu je šlo v nos to, da poskuša Kitajska ustvariti v Evropski uniji neko svoje vplivno območje, to skupino 17+1. In to so, kdo so v tej skupini? To so bivše, v glavnem bivše socialistične države, plus Grčija, bivše socialistične države pa zato, ker Kitajci sodijo, da njih, ker smo imeli podoben politični sistem, kot ga imajo oni danes, da se bolje razumemo oziroma da mi bolje njih razumemo kot jih zahodne države in drugič mi jih ne moremo na noben način pritiskati pa izsiljevati, kot jih lahko recimo druge zahodne države ali Velika Britanija, Nemčija ali Francija, ki imajo tako tehnologijo, ki jo oni potrebujejo. To pomeni, da medtem, ker mi ne moremo in tukaj je prišlo do tega, da seveda v Washingtonu so absolutno proti temu bili, da bi se te bivše socialistične države vključile v to kitajsko skupino in tudi v to njihovo strateško pobudo ena cesta, en most, to pomeni izgradnja infrastrukture po celem svetu. To pomeni, gre za to, da poskušajo Združene države Amerike, ki so Kitajsko razglasile za glavnega strateškega rivala in nasprotnika, one poskušajo preprečiti, da bi tudi mi in ostale države v centralni in vzhodni Evropi se kakorkoli bolj navezale na Kitajsko. No, morda bi še tu vseeno postavil vprašanje, kako vidi Kitajska Evropsko unijo v luči svojih odnosov z Združenimi državami Amerike, ne? No, bili ste namreč dolgo leta dopisnik iz Združenih držav Amerike, o čemer sva že govorila, ne? Kako Združene države vidijo EU v luči svojih odnosov s Kitajsko? Nekaj ste že omenili, ne? No, Kitajska je vsaj doslej do ukrajinske krize poskušala igrati na to, da bo Evropa postala bolj strateško neodvisna od Združenih držav Amerike in da bo postala neke vrste njihov strateški partner. Zdaj je prišlo do enega popolnega obrata, posebej za ukrajinsko krizo, ko se Kitajska noče izreči o tem, da je to, kar je Rusija zdaj to vojno začela, da je to agresija. Oni pač so na nekem na videz neutralni situaciji in oni se nočejo opredeliti. In nedavno, ko so bili pogovori med Kitajci in vodstvom Evropske unije po internetu, so Kitajci, so Evropejci ultimativno zahtevali, da Kitajska obsodi rusko intervencijo in Kitajci jo niso obsodili. In je prišlo, jaz mislim, do enega bistvenega poslabšanja odnosov med Evropo in Kitajsko, kar je zelo slabo. Ker Evropa si je zdaj z tem, kar se dogaja v Ukrajini, praktično zaprla rusko tržišče, drugič ne bomo imeli ruske nafte, plina in tako naprej. Zdaj, če bomo na isti način se zaprli tudi do Kitajske, se postavlja vprašanje, seveda, kako bo Evropa gospodarsko preživela, zato ker Evropa živi na tujem povpraševanju. Mi izvažamo, kako bo Evropa preživela, izgubili bomo rusko tržišče, ki ni tako pomembno, ampak Kitajska je postala pred enim letom glavni evropski gospodarski partner. To pomeni, da tukaj absolutno je v evropskem interesu, da zadrži relativno dobre odnose s Kitajsko, da se razvija, da ne bo prišlo tudi tukaj do nekih gospodarskih posledic, zato ker je Združene države Amerike so zagrozile, da v primeru, da če Kitajska bo podprla Rusijo, da če bo začela pošiljati orožje
da bo uvedla podobne sankcije proti Kitajski, kot jih je uvedla proti Rusiji. Če bi do tega prišlo, bo temu seveda sledila takoj Evropa. In kaj to pomeni? To pomeni ne samo recesijo, to pomeni lahko depresijo. Kam bomo mi izvažali Evropa? To je velik strateški problem in tukaj se je pokazal nekaj, da strateški interesi Združenih držav Amerike vse manj sovpadajo s strateškimi interesi Evropske unije. Američani bodo iz ukrajinske krize sedaj išli, kakorkoli gledate, kot zmagovalci. Zakaj? Ker bodo bistveno oslabili Rusijo. Tudi če Rusija danes zmaga v tem vojaškem soočenju v Ukrajini, je vojaško toliko prizadeta, da bo rabila par 10 let, da se bo pomogla. To je ena stvar. In drugič, Evropa je povsem pristala nek vazalni odnos do Združenih držav Amerike. To pomeni, Amerika je dobila dve prednosti. Prvič je dobila Evropo, ki je totalno v vazalnem odnosu postala do Združenih držav Amerike, in Rusijo bistveno oslabila Rusijo kot enega glavnih svojih strateških nasprotnikov, in če jo bistveno oslabi Rusijo, se bo mnogo lažje soočila s Kitajsko, ki so jo pred enim mesecem v enem glavnih dokumentov strateških Pentagona razglasili za glavnega strateškega nasprotnika Združenih držav Amerike. To pomeni, njen interes je seveda oslabiti Rusijo in se potem spraviti na Ljudsko republiko Kitajsko. Če se bo ta politika res udejanila, to pomeni eno blazno nestabilnost in vojne po celem svetu. No, tu se zastavlja dejansko vprašanje, kakšna je prihodnost Kitajske svetu, ne? Glede na vse te razmere. Ekonomsko prevlado v relativno kratkem času ji napoveduje večina poznavalcev. Ne? Bo prevladala tudi politično in zlasti vojaško. Ne? Njena politika v Afriki kaže, da daje prednost gospodarstvu. Ne? Je mnogo bolj prefinjen, če lahko tako rečem, neokolonialist, kot so bile klasične kolonialne države in Združene države Amerike zraven. Ne? Je lahko Afrika vzorec, ki ga bo glede na razmere prilagaja tudi drugje, v drugih državah. Ne? Ali ima do Azije, Latinske Amerike in Zahoda drugačno politiko, kot v primeru Afrike. Ne? Zanimiv primer je recimo Avstralija, ne? Ki je močna ameriška zaveznica in v tem kontekstu proti Kitajska. Ne? Na drugi strani pa ima veliko kitajskih priseljencev in je ekonomsko močno odvisna od Kitajske. Zapleteno. Ne, to je zelo zapleteno. Veste, zdaj Kitajsko obdržujejo za neke vrste neokolonializem, s čimer se jaz ne strinjam. Zakaj? Zato, ker Kitajska ne sledi vzorcu zahodnoevropskih držav, ampak zakaj se Kitajska navezuje in ozira po celem svetu? Prvič zato, ker rabi tržišče, to je ena stvar. Drugič, recimo, če bodo Američani poskušali spet blokirati, se bo poskušala ona dobiti kompenzacijo v drugih, v Afriki, v Južni Ameriki in tako naprej, v drugih tržiščih. Druga stvar je pa to, da je Kitajska nima surovin, afriške pa te pa južnoameriške države pa imajo, in Kitajci zdaj, ko se soočajo tudi z globalno to podnebno krizo, te puščave na Kitajskem se širijo proti jugu, oni jih poskušajo zadržati z gradnjo prekopov, navodnjavanjem in tako naprej. Če jim to ne bo uspelo, potem Kitajci ne bodo več uspeli pridelovati hrane za 1,450 milijonov ljudi, ki jih imajo. In treba je vedeti, da imajo Kitajci samo tretjino obdelovalnih površin Združenih držav Amerike in na teh površinah oni pridelajo hrano za praktično celotno kitajsko prebivalstvo. Oni so več kot 80% samozadostni v kmetijstvu, v prehrani, oni uvažajo samo tisto, kar tam ne raste, to so južni sadeži in tako naprej, skratka te stvari. In oni, če bo potrebno, oni zato kupujo tudi zemljo tam po Afriki, če bo potrebno, bodo solato z avioni vozili iz Afrike
na Kitajsko, ker veste, ena od stvari, ki je na Kitajskem tujcu pade takoj v oči, je to, kaj je na Kitajskem kult. To ni kult Mao Tse-tunga, to je kult prehrane. Za Kitajci so bili tolikrat v zgodovini lačni in da si tega oni ne želijo več in bodo vse naredili, da se jim to ne bo zgodilo. V času zadnje, ko je prišlo do gospodarske reforme, velikega tako imenovanega skoka naprej v času Mao Tse-tunga, ko so poskušali z izžemanjem kmetijstva ta denar plasirati v razvoj industrije, prišlo do takih lakot, da je umrlo po 20-25 milijonov ljudi na leto. In seveda oni, to je v podzavesti Kitajcev in Kitajci, to je hrana, to je v njihovi podzavesti in zato oni hodijo po svetu in jaz tega ne vidim, ko kupujejo zemljo kot poskus nekega prilaščanja, ampak ne kot neokolonializma, ampak kot poskus, da se jim nikoli več ne bi zgodilo, da bi bili Kitajci lačni. To je en čist drug pristop. Dejstvo pa je seveda, da Kitajska postaja druga svetovna gospodarska velesila oziroma je že postala in da če bo šlo tako naprej, bodo oni v 10 letih bodo ustvarjali večji družbeno bruto proizvod, kot ga ustvarjajo Združene države Amerike. In to je dejstvo, čeprav in to pomeni, da bodo narašča jim tudi vojaška moč, s tem tudi politična moč. Vprašanje je nekaj, ali bo Kitajska kdaj tako atraktivna, kot so Združene države Amerike, ki njihova moč ne sloni samo na atomskem orožju in letalonosilkah, ampak tudi na Coca-Colu, Hollywoodu in tako naprej. Tega Kitajci nimajo, te mehke moči Kitajci nimajo, zato jaz mislim, da je zelo nerealno pričakovati, da bi Kitajska prevzela mesto Združenih držav Amerike. Po drugi strani kitajski politiki vedno trdijo skozi, naš namen ni postati svetovni žandar, tako kot so to Združene države Amerike, naš namen je razvijati državo, ker danes konec koncev Kitajska že postaja skoraj da srednje razvita država, oni bližajo se 12.000 evrom, dolarjem nacionalnega dohodka na glavo prebivalca na leto, to je pa meja, ko ena država že postane srednje razvita država. Njihov cilj je do leta 2049, ko bo 100-letnica obstoja nove ljudske republike Kitajske, postati v vseh pogledih razvita država. To je njihov cilj. Ni pa njihov cilj ustvarjati neke imperije v smislu, tako kot so jih imele zahodne evropske države ali pa Združene države Amerike. Njihov cilj je, da bo Kitajska postala v vseh pogledih najbolj razvita država. Nekaj ste sicer že dejali, ampak vseeno, kakšni so po vašem rusko-kitajski odnosi? Omenjali ste zdaj to zgodbo z Ukrajino. V čem sta zaveznici in v čem imata recimo rivalske interese? Ti odnosi so, kot zdaj trdijo, pravijo, ko je bil Putin v zadnjem obisku februarja v Pekingu v času olimpijade, so dali sporočilo, da so to odnosi na najvišji možni ravni, kot še nikoli v zgodovini niso bili, kar je seveda, to je dejstvo. Zdaj, zahodni vojaški, pa analitiki, pa zgodovinarji, pa strokovnjaki vedno opozarjajo, da je to samo poroka iz nuje, češ da so se tako zbližali zaradi ameriških pritiskov, kar je po mojem mnenju veliko resnice, ni pa vsa resnica. Ni pa vsa resnica v tem in bolj, ko bodo Združene države Amerike pritiskale na Kitajsko in Rusijo, se bosta te dve združevali in imeli vse bolj enotno politiko in jaz mislim, da je največja strateška napaka, ki so Združene države Amerike v prejšnjem stoletju storile, je, da si je pridobila da je združila dve državi, ki sta bi bili
praktično vso zgodovino na nasprotnih straneh. Zakaj? Ker Rusija recimo v 18. 19. stoletju je kolonizirala precejšen del Kitajske, Mandžurijo, tam celo del Sibirije, vzhod, kjer je Vladivostok, to je bilo vse kitajsko. To je bilo vse in zdaj nekateri pravijo, da s tem, ko se znižuje število prebivalstva v Rusiji, da bo Kitajska posegla po tem področju. No, zaenkrat temu ni res. Te državi sta sklenile pred leti celo sporazum o prijateljstvu in sodelovanju, kjer sta tudi decidirano priznali meje obeh držav, tako da saj v tem trenutku ni pričakovati, da bi prišlo do kakršnih koli nesoglasij velikih med Kitajsko in Rusijo. Zdaj, Rusi so, jaz mislim, presenetili Kitajce s to vojaško intervencijo v Ukrajini. Verjetno jih je Putin obvestil, da se bo nekaj podobnega zgodilo, ampak je rekel, da bo to intervencija, ki bo trajala par dni in potem bo svet na njo pozabil. Nihče ni računal, da bo prišlo do takšne vojne in Kitajski ta vojna absolutno ne ustreza. Še posebej, ker so se zaradi tega poslabšali tudi kitajsko-ameriški odnosi, pa evropski odnosi in tukaj Kitajska je seveda edina država, ki ima realen vpliv na Putina, ker Putin ima v Kitajski edinega še velikega zaveznika, ki je lahko pomaga finančno, pa celo vojaško. Če bi bilo potrebno, ena drugi ščitita hrbet. Tako da v končni konsekvenci jaz mislim, če bodo na Zahodu preveč vztrajali, se bo Kitajska opredelila in bo podprla Rusijo. Ne glede na to, da je Rusija tudi iz stališča Kitajske prekršila nekaj aksiomov za kitajsko politiko, to je predvsem nedotakljivost nacionalnega ozemlja in ozemeljska celovitost. S Krimom, z Donbasom in s tem zadevami, ker na ta način lahko pride tudi do tega, da se odcepi Hongkong ali pa Tajvan in pride praktično do razbitja Kitajske. To pomeni v tem teoretičnem smislu seveda to absolutno, kar je storila Rusija, ne ustreza Kitajski. Kitajski ustreza, da bi prišlo do neke pomiritve, ne bo pa pristala na to, da bi Rusija izgubila to vojno. To pomeni, da bi, ker če Rusija izgubi vojno, nekateri že napovedujejo, potem bo prišlo lahko tudi do razpada Rusije kot celovite države, kar bi bilo strateško to zelo hud udarec za Kitajsko, ker potem bi se samo soočila z Združenimi državami Amerike, ker oni ocenjujejo, da če bodo Američani uspeli s to vojno, ki jo podpihujejo v Ukrajino, da bo Ukrajina zmagala, potem bo naslednja na vrsti Kitajska. To pomeni, tukaj je nek strateški interes Kitajske, da Rusija ne izgubi to vojno, oziroma da bi prišlo čim prej do rešitve te krize, ki je pa zaenkrat še ni na vidiku. Upajmo, da se bo to res razrešilo, da bodo ljudje nehali trpeti. Tako. Ja. Gospod Lipovšek, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala.